Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. LDS, SD in Zares od Banke Slovenije zahtevajo, da jih do ponedeljkove seje Državnega zbora seznani s podatki o posojilih, najetih za financiranje menedžerskih odkupov. Te naj bi namreč financirali predvsem v NLB in NKBM banki v pretežno državni lasti. Vili Trofenik iz Zares meni, da razprava brez teh podatkov ne bo koristna. Dokler ni konkretnih in nujno potrebnih podatkov, med kateri sigurno spada to, kar mi sprašujemo, o obsegu kreditov in kdo je dobil te kredite in pod kakšnih pogojih, ne more biti kvalitetnih zaključkov in je to vse skupaj funkciji bolj jesenskih oziroma septembrskih volitev. Podatke o stanju posojil, ki so zavarovana z vrednostnimi papirji, je od Banke Slovenije sicer že v začetku junija zahteval Odbor za finance. Banka pa teh podatkov ni posredovala, ker Odbora za finance ne jebe. Svoje mnenje o menedžerskih odkupih je takole strnila Breda Pečan iz SD. Mene ne moti, če je nekdo bogat, naj bo bogat, vendar naj tega ne počne tako, da postane bogat na račun ljudi, ki so bogatstvo, ki ga je on dobil zdaj, čeprav še ne plačano v roke, ustvarili in zdaj bodo morali ustvarjati dobiček, zato da bo on lahko to bogatstvo dokončno dobil v last, ko bo odplačal kredite. Jaz mislim, da je to sramota, da Slovenija, ki je grajena bila na medčloveški solidarnosti, ki je tudi prišla v kapitalizem z nekimi drugačnimi cilji in drugačnim pogledom na medčloveške odnose, da si česa tacga ni zaslužila. Poslanec LDS Aleš Gulič pa je postregel z ljubko anekdoto, ki ga spominja na slovensko tajkunsko zgodbo. Včasih so igrali, pa še danes najbrž, no. Ena tarok partija karte za velik denar, med njim bi bil tudi policaj. No in ko je nekega večera zelo veliko izgubil, je šel na postajo, se preoblekel, se vrnil v gostilno in zaplenil vsem soigralcem premoženje, češ da igrajo prepovedane igre. A ga slišiš, kakšne zgodbe razdela? Poučne prilike in moralke. Edin, kdo je tle policaj in kdo je tle kartaš in kdo koga predstavlja in nič ni jasen. Bivši varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek je komentiral obnovitvena dela na pročelju parlamentarne stavbe. No, to bo nekaj boljšega. To pročelje je pa mogoče sedanji parlament ve, da mora za nov parlament narediti na novo fasado. Upam, da bo pa za fasado tudi kaj nove vsebine, malo drugačne, kot je zdaj, malo manj, recimo, z malo višjim IQ-jem, vsaj tam približno 80, z malo manj sovražnega govora, pa tako naprej. Ti to pa sploh nisem vedel, da tam obnavljajo. Skupščnik, kdaj so postavili te odre? Ja, pred volitvam, ne, morajo malo se pokazati. Pred kratkim, jak se ne pelem tam mem, jaz grem tle čez, veš, pa čez tunel. Dobri so. Utegnejo zmagati, starja. Si videl, kako so pritisnili? Tik pred volitvami. Janša je bil že drugič na prizadetem območju. In še bo šel. Napovedujem, še bo šel. Danes večer, gledaj, Dnevnik. To je Simon Kardum, ne Simona Kardum. Simon Kardum, samostojni novinar in nekdanji visoki uradnik na Ministrstvu za kulturo, je takole ocenil delo kulturnega ministrstva v tem mandatu. In morala bi kompletno odmakniti svoje nagražne kremplje, seveda od estetskih vsebin. To je pa nekaj, kar seveda ta kulturna politika ni znala narediti. Ne samo v medijskih zgodbah, tudi predvsem tega tudi ni znala narediti tam, kjer pa de facto bi morala obstajati absolutna avtonomija ustvarjanja. Ljubljanski mestni svetnik in sociolog Gregor Tomc pa pred olimpijskimi igrami opozarja na kršitve človekovih pravic na Kitajskem. Vidim, da nosite majčko proti olimpijskim igram, ne zaradi podpore Tibetu. Ali pričakujete kakšne incidente v Pekingu? Ne, to je moja osebna moralna drža.
Osebno mislim, da bi morala svetovna politika bolj pritiskati na kitajsko vlado, da spoštuje osnovne človekove pravice v Tibetu. Mislim, da se to ne bo zgodilo pač zaradi kapitalskih interesov, ampak vseeno se človek malo bolj počuti, če pove svoje mnenje. Predsednik zelene koalicije David Stepan na školjčni sipini v Ankaranu že dobra 2 tedna gladovno stavka proti izgradnji 3. pomola Luke Koper. Dnevno popijem par litrov vode in živim pač samo na vodi že pač teh 16 dni. Vem, da to je velika preizkušnja za mene, ampak to pač čutim kot svojo dolžnost in mi ni žal, zato ker sem naredil za pač slovensko Istro in menim, da vse skupaj je to barbarizem in vandalizem. Enostavno, take stvari leta 2008 v Sloveniji se ne smejo dogajati. O oklepnikih, ponudbah in volitvah komentar dneva Rok Praprotnik. Malo je manjkalo, pa bi se zgodil nakup 22 lahkih oklepnih vozil. Kakšen bi bil izbor, ni bilo težko predvideti, saj je minister za obrambo Karl Erjavec imel na mizi samo eno ponudbo in to za italijanske oklepnike Iveco LMV. Odločitev glede nakupa torej sploh ne bi bila težka. Ponudba je bila ena, pa še zato je stal Viator in Vektor, skupaj z njim pa osovraženi LDS-ovski tajkun Zdenko Pavček. Potem je prišel četrtek in z njim sveži časopis Dnevnik. Minilo je komaj kakšnih 10 ur, kar so prvi sveži izvodi z informacijo o Pavčkovih oklepnikih zapustili tiskarno, ko se je minister Erjavec že odločil. Nakupa lahkih oklepnikov v tem trenutku ne bo. Razpis bo ponovljen, kar je dobro, saj je fino imeti na mizi več kot eno ponudbo. Toda ni se mogoče znebiti vtisa, da je Erjavec ravnal pod pritiskom bližajočih se volitev. Enako bi namreč lahko naredil že leta 2006, ko je šlo za bistveno višje zneske in je dobil 2 nekvalitetni ponudbi za oklepnike 8x8. Tudi takrat bi razpis moral ponoviti, pa ga ni, raje je izbral Patrio. Zdaj, dober mesec pred volitvami, je vendarle nekoliko predrzno porabljati milijone evrov za vojaško železje. Ob tej priložnosti je na mestu razmislek o mednarodnih operacijah Slovenske vojske. Te so v bistvu orodje zunanje politike, sredstvo, s katerim naj bi si država odpirala nove politične in ekonomske priložnosti, tako na območju operacij kot med zavezniškimi državami. Kako uspešna je Slovenija pri tem, naj si vtis ustvari vsak sam. Kakor naj bi si vsak sam odgovoril na vprašanje, ali je denar, ki ga investiramo v te operacije, smotrno porabljen. Toda, če Slovenija življenja svojih vojakov pošilja na tuje v nevarna okolja, je najmanj, kar lahko naredi, jih najbolje opremiti in zaščititi. Do takrat pa ostane upanje, da bo politika končno začela svobodo, mir in demokracijo širiti še kako drugače kot z orožjem. Slovenija, 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 kulturac. Žiga in Martina iz dueta Lavers sta sinoči pred Škucem med drugim jebe mi mater, pa bomo zdaj vsak dan imeli kulturo izpred Škuca. V čem je finta, Šiško? Drugega kulturnega se ne zgodi, vse je nekulturno v tem mestu. V Sloveniji se nič drugega kulturnega ne zgodi, kot pred Škucem. Lavers duet, to je zdaj višek včerajšnjega kulturnega večera Slovenije, ali kaj? Kdo je to? Kaj je to? Kulturna redakcija naša. Jebem vam mater, mularija. Pejte kam drgam do Škuca pa nazaj. Zato, ker je tle bliz, ker ni treba niti za avtobusom jeti. Kultura, rabimo en prispevka, pet gremo pred Škuca. Lavers sta si noči pred Škucem, med drugim poskrbela tudi za majhno in radoživo otroško publiko pod odrom. Vse je na svojem mestu, vse je na svojem mestu, vse je na svojem mestu. Še vreme? S 1. avgustom začne veljati znižana davčna stopnja na lepo vreme. Gledalce opozarjamo, da pravočasno oddajo spiske številom sončnih dni v njihovem kraju. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.